zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor dobesedno hodimo med Borutovimi verzi, kakšni zgodni jeziki bi dodali, da je tudi hodimo po njih, torej Borutova pesem Bukvarka Plaška je najbolj pohojena pesem v ne prav kratki zgodovini svetovne poezije. Torej, pesem, ki je tukaj na stopnicah, za tiste, ki ne veste, skratka, pohojena pesem. Šla pa v sam začetek tvojega ustvarjanja, to je kar nekaj časa nazaj, v srednje šolska leta. Glasba in poezija pri tebi sta povezana od takrat. Proti koncu 70 let je v Mariboru obstajal band, ki se je imenoval Zelena Kobila. In član tega ansambla, vokalno-instrumentalnega sestava, kot so takrat rekli, je bil tudi Borut Gombač. In če se ne motim, si takrat tudi začel besedno ustvarjati ob glasbenem, seveda. Najprej lep pozdrav, da ste prišli takemu velikem številu, se vsem zahvaljujem. Glede moje glasbene poti se ne bi ravno preveč hvalil. Res je bil band Zelena Kobila, ki je imela en problem, in to sem bil jaz. Ker namreč nisem znal zaigrati isti štikl dvakrat čisto enako. To je bil kar en problem, ki ga nismo vedeli nekako rešiti, dokler se nisem jaz spomnil, da bi mogoče dobro, če bi jaz pa pisal rajši besedila za ta band, ki je imel en slavn veliki nastop krajevni skupnosti Košaki pred 4 do 5 poslušalci, tako da to je vsa karijera tega benda. Od tistih 6 poslušalcev mislim, da so eni 4 zapustili še pred koncem koncerta. To je moja glasbena karijera, prvi del. No, seveda del zgodbe, ti si potem ostal tekstopisec za številne druge bende, res jih je ogromno, bomo jih našteli danes tokom tega večera. Kako pa potem bilo preiti iz pisanja besedil za tale frikovski bend, bolj da je bila to frikovska subkultura, potem k poeziji? Kdaj si začutil, da je jezikovno izražanje tisto, kar te izpolnjuje? Poti do tega je verjetno več. Ena je čisto iz otroštva, v bistvu sem že kot otrok bil malo čuden, sem se tak z nenavadnimi. Zelo sem bil sposoben v en kvadratni meter trave gledati po kakšno uro in sem pri tem zelo užival. Zelo sem pač imel oči odprte za neke detajle. In sem tudi včasih, že kot mali otrok, sem včasih vstal na mizo in recitiral pesmi o tistih mravljah, ki sem jih eno uro gledal. Recimo, potem pa je bilo tako, da pravzaprav sem, sam točno ne vem, v nekem trenutku sem neko pesem, ki sem jo pisal za band, enostavno nekako ni šla v tiste okvire in sem začel malo drugače pisati. Bil sem obseden za zvokom, za zvočnostjo. Recimo, ko sem se zavedal, da beseda steklo, da je resnico steklena, da je beseda puhasta, sem začel pisati take zvočne simfonije, ki, če me kdo vprašal, kaj to pomeni, sem vsakemu povedal neko drugo zgodbo. Prve knjige si vedel za otroke, prvo pesniško zbirko pa si objavil že v zrelih letih, skoraj 40 let, si bil star razbrinjen dlani. Kako to, da sem si prej odločil? Pisal si, objavljal, nastopal, ali torej ni prišlo do knjižne zdaj prej? V bistvu je bila knjiga že v programu založbe Obzorja, v takratnem uredniku Hermanu Voglu. Po njegovem nesrečnem koncu bila je že v programih, mislim, da je bila ena odlična recenzija od pokojnega Franceta Forstneriča celo napisana. Mislim, da je Viktor Šest jo že oblikoval, pa vse, potem, ko je prišlo do spremembe
urednika sem dobil zbirko nazaj z prepisom, tole smo našli v predalih pokojnega Hermana Vogla, ampak da ne bom zdaj kritičen do Barvarja, preveč moram povedati, da mi je potem že kakšen 14 dni kasneje napisal pismo in mi ponudil izdajo otroške knjige, da pa tista knjiga za odrasle ni šla, sem pa zdaj fejst vesel, ker so bile zelo slabe pesmiče. Se morda spomniš, katera je bila tvoja prva uglasbljena pesem, če vzamemo seveda tisti poizkus za Neokobilo? Prva uglasbljena pesem je bila pesem Polnoč. Zanimivo je, da je najprej uglasbila tako malo, mislim, da je bila bolj darkerska skupina, Sleazy Snails, takrat čez en taki pevco, ki je imel zelo nizek glas na prvih rokerjih, pojejo pesniki, torej na tistih, ki se v glavnem niso ohranili. Potem je isto pesem uglasbil Vasko Atanasovski, jo zelo nežno zapoje Hana Mačkovšek, ena odlična pevka, in je šla na zbirki Razpluskane šipe. Isto pesem je pol na razšenih drugih rokerjih, še skupina CZD v eni taki punk izvedbi, tako da je očitno vsak v tej pesmi videl nekaj čisto drugega, kar me pravzaprav veseli. Danes boste tvoje pesmi igrala Marko Grobler in Edvin Mekuš. Sonce ugaša nočne svetilke, Tamar odklepa svoj majhen lokal, pred banko zaspano kadijo snažilke. Ozavljen ždi antikvariat, s knjigami je tlakovana cesta, ulici zaprti grad. Jaz sem se pravzaprav te antologije branil z vsemi 4 najprej, ampak Dušan je postal toliko izkušen založnik, da me je zlahka vseeno prepričal. Jaz sem sicer vztrajal, da bi s prvo antologijo nekje čez 50 let izdal šele, ampak žal ni šlo, oziroma zdaj mi ni žal. Vesel sem, to je zelo praktično, prej sem moral 5 knjig nositi sabo, zdaj pa lahko vse imam v eni, ker so lepe zbrane. To je ena stvar. Drugo, kak sem pa sestavljal, je pa tak, da sem pravzaprav izhajal iz naslova razmerje med strunami, namreč 5 zbirk, 5 strun na kitari, ampak kitara ima 6 strun, kot 6. struno je bila tale zbirka. Torej, probal sem zbirko narediti ne samo kot antologijo klasično z samim nekim izborom, ampak da ima tudi nekaj repih glavo, kot da bi bila to moja 6. zbirka. Če ne bi bilo vseh tistih predtem, pa da bi bila to prva zbirka, da deluje kot celota. Zdaj pa, če mi je to uspelo, ne vem, tako da mogoče niti niso najboljše ali pa najbolj značilne pesmi, ampak nekako tako, da bi je šlo skupaj v teh 6 strun. Meni se zdi posrečen, metaforičen naslov, ki pravzaprav lahko pomeni različni glasovi, različne poetike v različnih zbirkah, pa pravzaprav tudi znotraj ene zbirke različne tonalitete. Tvoj glas sliši
slišim v besedah, ki jih drugi govorijo. Tvoj nasmeh drhti na ustih, ki se nikdar ne smejijo. Tvojo dlan držim v dlani, ko z neznanci se rokujem. Ti si skrito pristanišče, ko v brezmejnem morju plujem. To, da se bo kraj že v naslednji potezi znašel v brezizhodnem položaju oziroma na šahovskem polju smrtonosnega presečišča vertikal in horizontal, ki jih, kot je tudi sicer navada v dolgih epskih pesnitvah, zaradi preglednosti in berljivosti označujejo številke in črke, je posledica usodnega sosledja, dobro premišljenih korakov zmagovalca in na prvi pogled povsem zanemarljivih, izsiljenih ali neizsiljenih napak poraženca. Je matematično izračunljiv rezultat enciklopedičnega poznavanja teorije, preigrava neskončnega števila taktičnih variant, nevsakdanje moči koncentracije, nadpovprečne nadarjenosti ali celo genialnosti in z njo povezane prikrivajoče možganske kombinatorike, ki iz čiste logike kdaj pride metaforiko in šahovsko partijo spremeni v poezijo. Je dokaz fizične in psihološke vrednosti, ki jo prispeva podpora množice spremljajočih vrhunskih strokovnjakov in najzmogljivejših računalnikov našega časa. Je zmnožek korelacij z vsemi ostalimi figurami na šahovnici, črnimi in belimi, aktivnimi in pasivnimi, s figurami specifičnih značajev, ki stopajo v igro z različnih startnih pozicij, pri tem pa vsaka od njih zahteva zase 100% pozornost in svojo nevidno prezenco ter fizično močjo aktivno ali pasivno vpliva na potek igre. Kraljeva mrtvo-uda pozicija je pravzaprav druga stran aktivnega razmerja figur na šahovnici in zunanji, skrajno napetega dramaturškega loka drame, komedije ali tragedije tisočerih dramatikov, dramaturgov, režiserjev, igralcev in šepetalcev, živih, mrtvih, še nerojenih in nikoli rojenih, sistematične zmede, presunljive lepote in nečloveške krutosti celotnega planeta. Pravzaprav je nekako mogoče pojasniti prav vse, razen potice, ki se vsakeč znova spusti nad šahovnico in tik pred matom odnese kralja. Naročil snega, razmišljal o soncu in tvojih dlaneh, tvojih poletih, tvojih očih. Porobila po kljunih ptičjega zbora, poljubi v senci rdečega bora. Zavedno postala bi moja, želela si krona v kači kraljice. Zavedno postala bi moja, 7 let jo je nosila na glavi. Zdaj mrtva leži pod kamnom v travi. Besedila za šansone, popevke, songe nastala kaj drugače kot tvoja druga poezija. Seveda ima neke svoje značilnosti. Ritem, rimo, oboje obvladaš izjemno. Kakšna je torej tvoj modus pisanja besedil? Meni se zdi bistveno, da se poskušam
živeti v izvajalca ali pa band. Recimo, ko smo delali Balade na bledečih tleh z Quintoni, preden sem se upal napisati prvo pesem za njih, sem dobro poslušal vse njihove, da ne bi vse njihove albume, njihov način in potem sem se šele upal lotiti svoje prve pesmi za njih. Enako je bilo z Margotom, nekaj zelo podobnega tudi z Vaskom Atanasovskim. Jaz malo tako metaforično rečem, da hočem biti, kadar pišem besedilo za nek band, hočem biti del benda, čeprav ne da Bože, da bi res bil, ne, ampak tako metaforično pa, ja. To vsi z besedilom, z vzdušjem, ki ga to daje, ampak si tudi recimo sam poješ kakšne melodije, imaš kakšne ideje? Ja, pojem si. Pojem si, ja. Dobro. Ne bom danes, ne drugič. Dobro, mogoče tako kasneje ga prepričamo, kot v kozarčku, ali treh. Kar je daleč, je v bližini, kar je na dnu, je na gladini. Ko objamem te ob travi, kar se razblinje, se zgosti, kar ugaša, zagori. Ko objamem te ob travi, čepam k travi, te ne bo nikoli. Bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Čepam k travi, te ne bo nikoli. Bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Napovedi naslednje pesmi sem se pa pravzaprav najbolj razveselil v branju scenarija. Pišem se Flisar in v srednji šoli smo občasno zbadali za Flosar. In na vrst je flosarska pesem. V njenem soju note pršijo iz inštrumentov, ki bi z melodijo žvorečo čez davni pomorski les, še mrtve zvabili na flosarski ples. Šajlala, šajlala, pleši z menoj, to noč boš moja, to noč bom tvoj. Šajlala, 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 zavrti se z mano v globino noči. Zdaj pa gostom presenečenja. Jih je 8, prihajajo iz Maribora, so izjemni vokalisti in slišijo na ime Mariborski oktet. Tam je pisana so polja, kjer moje prava volja, kjer nebo kipi planine, vedre so neba sinine. Tam sestro se čevije, sonce tvoje dansko sije, tam, kjer ptičice žgolijo, srca vsem se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Prosim še direktorja Mariborskega kulturnega centra, založnika te knjige, Dušana Hedla, nekoč punkerja, zdaj družbeno odgovornega podjetnika, kot je transkripcija. Hvala, gospod Flosar, za
krivo napoved. Ja, spoštovani. Spet se bomo zahvalili še drugič, ampak tokrat bolj resno, prosti Nino, vsem celotnemu timu Univerzitetne knjižnice Maribor za pripravo prireditev ob 30. obletnici naše založbe. Najprej za retrospektivno razstavo knjižne založbe, potem razstavo likovnega dela Slopoparta. Prejšnji teden smo imeli predstavitev knjige Tomaža Brenka in pa današnjo predstavitev antologije Boruta Gombača. Moram priznati, da me veseli, da sem skozi te prireditve sam spoznal eno dejstvo, da naša založba nismo zgolj prodajalci knjig, temveč skozi naše knjige podajamo eno določeno zgodbo o severovzhodni Sloveniji, Mariboru, o ljudeh, o odnosih med ljudmi, umetnikih. In prvak te scene je vsekakor Borut Gombač med nami in najbolj nagrajeni pesnik severovzhodne Slovenije. Ja, torej za najzaslužnejše pri teh prireditvah ob 30. obletnici naše založbe smo pripravili skromna darila. Najprej Borutu Gombaču en pop art Prešeren. Romeo, prosim, če ga pokažeš najprej Borutu, če ga bo vzel, če ne, potem ga drugim ne pokazati. Tako, najlepša hvala za vse. Jaz bi se tudi v imenu, hvala lepa, knjižnice zahvalila Dušanu Hedlu, da smo bili priča 3 čudovitim dogodkom. Tako da hvala tudi za vse te pozornosti, ki jih vsaj jaz nisem pričakovala. Zahvalila sem se želela tudi vlasti, ste se pa vi v mojem imenu, ker je res bila gonilna sila organizacije vseh teh dogodkov, tako da še upam, da naprej v sodelovanje, tako da hvala lepa. Hvala vam, hvala vsem, prijeten večer še naprej.